Hvala lepa. Zdaj imam pa kolega Stariha, da ste na vrsti. Kolega Stariha je iz Zgodovinskega arhiva v Ljubljani in nam bo predstavil referat z naslovom Izkoriščanje otrok in njihovo pravna zaščita in zaščita v 19. stoletju. V prispevku predstavljam 3 primere zlorabe otrok oziroma kaznovanja teh zlorab iz 30., 40. in 50. let 19. stoletja, ki jim je skupno to, da so nastale pri otroškem delu. Seveda so zanimive že same zgodbe, ki boste lahko prebrali v zborniku, tukaj pa bi opozoril na zadevno zakonodajo tega časa, način delovanja in razmišljanja pravosodja v teh rečeh in seveda na samega duha dobe, da tako rečemo, v kateri se je vse to dogajalo. Na otroke iz nižjih socialnih slojev včasih niso gledali dosti drugače kot na delovno živino in so jih začeli izkoriščati že v najranejši mladosti. K temu je pripomoglo splošno naziranje o koristnosti otrok, družbene razmere pa so se, kot vedno, odražale tudi v zakonodaji, ki je priznavala uporabo nasilja staršev nad otroki, skrbnikov nad varovanci, enega zakonca nad drugim, vzgojiteljev in učiteljev nad njihovimi gojenci in učenci ter gospodarjev nad služinčarji. Prvi primer je najbolj klasičen in najhujši, saj se je končal s smrtjo otroka. Je iz časov industrializacije naših krajev in sicer iz tekstilne tovarne v Ajdovščini, ki je počela z delom leta 1828. V tekstilni industriji je vedno prevladovala ženska delovna sila. Močno pa je bilo nekoč v tovarnah razširjeno tudi delo otrok. Tako tudi v Ajdovščini, kjer se nam je ohranil v sodnih spisih primer iz leta 1833, ko je zaradi zlorabe nadzornika, zaradi pritepanja, umrla ena izmed mnogih deklic, delal v tovarni. Čeprav so deklico očitno pretepli do smrti, pa je pravna znanost ugotavljala, da je bila smrt deklice posledica nasilja tako imenovanega hišnega telesnega kaznovanja, zaukazanega po direktorju, da torej pri tem ni šlo za samovoljo nadzornikov in da zato poškodovanje deklice ni bil zločin uboja in tudi ne zločin težkega telesnega poškodovanja, kar se je kazensko preganjalo, pač pa da je bil to le težak policijski prekršek. Namreč, ker domače telesno kaznovanje ni imelo sovražnega namena, niti namena škodovati, so bile posledice takšnega kaznovanja, pa če tudi smrtne, opredeljene le kot težak policijski prekršek in ne kot zločin, ki bi si zaslužil kazensko obravnavo. Tako so na deželnem sodišču v Ljubljani sklenili, da v nanosu kontuzije, to se pravi telesnem poškodovanju, ki je imela za posledico smrt deklice, ni osnove za zločin, ker je bila nanešena po hišnem redu. Apelacijsko sodišče v Celovcu je sprejelo razlago deželnega sodišča, da ne gre za uboj, so pa v Celovcu naložili ljubljanskemu deželnemu sodišču, da seznanijo Primorski guberni s tem primerom, kot tudi nasploh glede barbarskega ravnanja z otroki v ajdovski predilnici. Deželno sodišče je to storilo in v tem primeru je bilo to tudi vse. Tukaj Primorski guberni zato, ker je bila predilnica na goriški strani Hublja, primer smrti pa je obravnavala okrajna gosposka Vipava kot sodišče, ker je bila umrla deklica s Kranjske strani v Bočni Šturi. Tako je zadeva tudi prišla na Kranjsko deželno sodišče v Ljubljani. So se pa v nadaljnji obravnavi vedno vračali kasneje tudi na ajdovsko okrajno gosposko Sveti Križ in na Primorski guberni. No, to je bil prvi primer. Otroci seveda niso delali samo v tovarnah, za naše kraje lahko rečemo, da jih je seveda veliko več delalo doma.
In kadar je šlo za delo, potrebno za preživetje ali za dodaten dobiček, so bili tudi starši trdi do svojih otrok, ki so bili pod vsemogočno oblastjo domačega strahovanja. O posledicah takšnega odnosa do otrok nam govori druga zgodba v prispevku, v kateri je oče tako rekoč zaklal lastno hči z žarečim železom. V primeru kazenskega pregona je za takšno dejanje opredeljeno kot težko telesno poškodovanje v zaporu, tako pa je bil le po lastni neurodnosti ob poceni delovku. Oče in hči sta namreč kovala žemlje pozno v noč, kot že toliko krat poprej, pa se dekle očetu nekaj ni prav vračalo in je opomnil, ko je pozmerjal. Dekle pa mu je začelo odgovarjati, oče se je razjezil in, kot je zapisalo deželno sodišče v ugotovitvi, da ne gre za kazensko zadevo, uporabil svojo zakonsko očetovsko oblast in hotel kaznovati hčer s tem, da bi jo z želečim železom udaril po riti. Ker pa dekle ni hotelo stati pri miru v času izvrševanja kazni, jo je zabodel v trebuh. Vendar, kot že vemo, kaznovanje hišne oblasti ni imelo namena škodovati in kazensko sodišče je vrnilo primer loške krajne gosposti v uradno obravnavo. Sicer pa je bilo za težko telesno poškodovanje, kot je težo poškodbe v tem primeru ugotovil predelil zdravnik, predvidena kazen do 5 let težke ječe. V duhu dobe je sodišče odločalo tudi v tretji zgodbi, v kateri je cesarsko kraljevi uradnik posilil 28 let stari podajalki cvetje. Uradnik se je na sodišču zagovarjal, da to je res, da deklici lažeta, vendar ga je ljubljansko kazensko sodišče obsodilo na 2 leti zapora in plačilo stroškov, a se je pritožil na prizivno sodišče v Gradcu, ki ga je oprostilo vsega. Na to se je pritožilo državno pravništvo, to je tožilstvo, vendar je vrhovno sodišče potrdilo drugostopenjsko odločitev o nedolžnosti uradnika. Zanimiva so že sama zaslišanja in izpovedi strank, vendar nas v tem primeru oziroma prispevku bolj zanima odločanje sodišča, v katerem se vidi odnos družbe do takšnih dejanj v tistem času. Seveda sta bili del družbe tudi materi obeh zlorabljenih deklet, ki sta, ko sta izvedeli za dogodek z uradnikom, dekleti še sami telesno kaznovali in jima prepovedali nadaljne podajanje cvetja oziroma vsakršno pohajkovanje po ulicah in ena od mater je celo dejala na sodišču, da je svojih hčeri zagrozila, da jo bo sicer vrgla v vodo, da jih htela s tem prestrašiti. Sta pa materi v drugi strani znali zahtevati odškodnino, saj naj bi bila njuna otroka v mnogo čem oškodovana glede prihodnosti, glede na izgubo nedolžnosti in slab glas. Značilna je tudi pripomba zagovornika uradnika pred izrekom sodišča o krivdi in kazni, da ne velja pozabiti, da je obdolženi cesarski uradnik in da bi čast njegovega stanu z obsodbo zelo trpela. Zato je seveda predlagal razglasitev nedolžnosti. Čeprav je bil uradnik obsojen za dejanje, se pravi za posilstvo, ki se je kaznovalo z od 5 do 10 let težke ječe, je najprej že deželno sodišče v Ljubljani našlo dovolj reševalnih okoliščin, da mu je lahko zloženo kazen znižalo na minimum 2 let težke ječe, po pritožbi pa je bil sploh oproščen. Bistveno pri stvari je bilo, da naj bi bili deklici lažljivki na slabem glasu in da ima torej ne gre verjeti. V tem zadnjem primeru seveda ni šlo za posledice klasičnega izkoriščanja in trpinčenja na delovnem mestu, ampak za zlorabo, kakršnim so bile izpostavljene nedoletne podarjavke cvetja. Več kot očitno pa je bilo, da so jo obravnavali kot 2 nadležna otroka samohranilk, ki nista mogli kaj prida skrbeti za njo. In če je ljubljansko sodišče še zmoglo obsoditi pedofila na 2 leti ječe, čeprav je že to za 3 leta zmanjšali minimum zagrožene kazni za takšno dejanje,
pa prizivno in vrhovno sodišče nikakor nista pristala, da bi postal cesarsko-kraljevi uradnik žrtev dveh končar, ki bosta tako ali tako končali kot prostitutki. Torej, pravice otrok so bile v zakonodaji varovane pač primerno dobi. Zanje so bili odgovorni starši in kakorkoli že nagrajeni. Samo v primeru najhujših zlorab, ki pa jih niso nič kaj radi ugotavljali, je bil po zakonodaji predviden odvzem otroka in postavitev varuha. Sicer je že Jožef II. Leta 1787 izdal odredbo, da naj otroci mlajši od 9 let ne bi delali v tovarnah, če ni nuje. Ta odredba je bila kmalu po njegovi smrti, tako kot tudi njegove druge liberalne odredbe, priklicana. Zakonsko prepoved otroškega dela oziroma omejitev delovnega časa otrok je Avstrija dobila šele z obrtnim zakonom iz leta 1859. Za primerjavo prvi zakon glede otroškega dela je leta 1833 dobila Anglija, Prusija naprimer 1839. Glede zadevne avstrijske zakonodaje, torej glede tega otroškega dela, gre pripomniti, da je sicer že, da je Jožef II. Po obisku tkalnice na nižje avstrijskem zgrožen nad pogoji, v kakršnih so delali in živeli otroci, torej delavci na tkalnici, že novembra 1786 izdal cesarski ukaz nižje avstrijskemu vladnemu predsedniku grofu Bergenu glede higienskih, zdravstvenih, življenjskih pogojev otrok. Ne dotika pa se delovnih razmer, to je preprečevanje otroškega dela. Gre samo za regulativo zunanjih razmer, tako da ta ukaz še ne predstavlja zakonodajnih norm glede dela. Se pa vedno znova postavlja pred začetek socialne zakonodaje v Avstriji. Naslednji je bil njegov že omenjeni dekret z dne 18.2.1787, ki je prepovedoval delo otrok po 9 letih starosti, če ni potrebe, in pa zapovedoval 4-letno obiskovanje okrožnega fizika po tovarnah. Formulacija, če ni potrebe, stiske nuje, je dajala staršim in podjetnikom seveda precej proste roke pri oceni, ali je nujno ali ne. No, kot že rečeno, je bil tudi ta zakon po njegovi smrti priklican. In potem imamo še osnutek državnega zakona z dne 11. junija 1842, ki bi lahko pomenil začetek delovne zakonodaje v Avstriji, vendar pa je ostal na stopnji osnutka. Nikdar ni dosegel zakonodajne moči. Zato ga tudi ni vedenega med pozitivno zakonodajo. Šele z obrtnim zakonom iz leta 1859 je torej država prvič zares posegla v delovne razmere otrok. Na koncu velja še upozoriti, da so seveda izvajanje teh predpisov lahko nadzorovali po večjih obratnih tovarnah. Za malo rokodelsko obrt, domače, hišno delo in predvsem za delo v kmetijstvu pa praktično še vnaprej ni bilo nobene zakonske zaščite za otroke. Položaj otrok se je zakonsko in v splošnem zboljševal postopoma. Splošnim socialnim stanjem delavstva in pravicami drugih zapostavljenih kategorij, recimo ženskimi. No, to bi bila kratka predstavitev mojega prispevka. Hvala. Ja, res lepo hvala za